Danes je v prostorih občine Kamnik potekal sestanek med predstavniki občinske uprave in Ministrstva za okolje in prostor glede sanacije brežin Kamniške Bistrice. Sanacija je potrebna na večjih odsekih, najbolj potrebna pa je na Perovem. Pa si poglejmo zakaj. Nam je Božo Janežič, lastnik zemljišča, ki je bilo leta 1990 zelo poplavljeno. Nam lahko kaj poveste, kako je bilo takrat? Ja, glavnem je, voda je ušla na Vinku, čez to, te vraje še ni bilo, čez ta mejo čez in je potlejo svojih 80 km na tem območju. Stekala se pod blokom, pa pol naprej za Titan, kjer se pol pa proti Cvitu. Aha, pa tukaj ste imeli tudi teniška igrišča, ne? Ja, takrat jih je odplavilo. Jo so odplavili? Ja, in lokal in Črnomelj. Se pravi, in zdaj se ravno tako bojite, če bi bile kakšne velike vode? Zdaj, ker nimam, jaz ne bomo toliko škode, sam vsi ostali pa precej, ker je v bistvu veliko podzemnih garaž, veliko je novograden. Na kulturah se naredi toliko škode, sam na nepremičninah pa veliko. Tamle čez vodo, par metrov je pa tudi kamniška obvoznica? Ja, seveda, je malo višji kot naša brežina, zato je tudi, smo mi bolj ogroženi tudi zmeri. Zunajna stran Vinka vode ali pa ceste je veliko bolj obremenjena kot pa notrajna, sad zdaj nese ven, tudi voda. Odpravimo se ogledati celotno eventualno poplavno območje. Od tistih dreves kaviso, tam je pa že sviljenik tista škalka. Kaj je tam? Sviljenik je gor že. Aha. Od te drevesa kavice, od tam pa do tukaj dol bi mogli urediti. Aha, to se pravi, ta območje bi mogli urediti. To je v bistvu še 300 metrov. Od Sviljanita do tega jeza? Do tega jeza. Pa jez, recimo, ker je kaj problematičen tale srednji steber. Kjer? Aha. Srednji steber, to bo pol smo naredili. Ker temo te predstavljamo. A to je to? Ja, jaz predstavljamo, ko gre naprej. Da bi se stanje čim prej uredilo, so predstavniki KS Perovo začeli s peticijo, s katero so zbirali podpise za čimprejšnjo ureditev brežin. Nam lahko poveste, kako je prišlo do ideje za podpisovanje peticije? Ja, po obisku Goluboviča, podžupana in gospoda Kovačiča, svetnika, na terenu, ker smo se ogledali Kamniško Bistrico, obrežje, smo se odločili, da pristopimo k podpisovanju peticije. In gospod Kovačič je pa organiziral sestanek z ministrstvom v Ljubljani in po posredovanju Falkarja, podžupana, je bil sestanek premaknjen v Kamniku in na kar nas danes niso povabili na ta sestanek. Pa sam predsednik za okolje občine Kamnik. Leta 2008, pravzaprav 26.6.2008 sem poslal na Ministrstvo za okolje in prostor dopis, v katerem jih opozarjam glede zaraščenosti brežin, ker ta zaraščenost je nevarna pri visokem vodostaju vode, in sem dobil odgovor 15.1.2009, da se pripravlja načrt za sanacijo teh brežin, po kateri bodo tudi odstranili zaraščenost. No, potem sem poslal pa v vednost, istočasno pravzaprav v vednost ministru, takrat na Ministrstvu za okolje in prostor, gospodu Janezu Podobniku, ministru za javno samoupravo, gospodu Gregorju Virantu, županu občine Kamnik in oddelku za premoženjsko-pravne zadeve, ter povsod poslal poleg slike o zaraščenosti te zadeve. V imenu krajevne skupnosti Kamnik Perovo vam izročam peticijo, ki boste oddali na sestanku z Ministrstvom za okolje Republike Slovenije. Jaz vam zahvaljujem, da bo vse, kar je v moji moči, da bo ta peticija prišla v prave roke. Hvala. Ob
13. je potekalo srečanje med predstavniki občine in Ministrstva za okolje in prostor v prostorih občine Kamnik. Predstavniki občinske uprave se zavzemajo za celostno in sistematično ureditev brežin na območju celotne kamniške občine, zato nad lokalno obarvano peticijo niso bili ravno najbolj navdušeni. To boš ti posebej prodal, ko župana ne bo tle. Ker eno je stroka, eno je civilna iniciativa in pa na hodniku prodaj. Tudi jaz kot župan se neprestano zavedam tega. Skušamo od najbolj boljših moči in vsi strokovni sodelavci so na naši strani. To bomo prepričani, ni pa recesija, ni so finance na naši strani, to je pa žal tako. Na koncu je do izločitve peticije vendar je prišlo. Dajte nujno, levo. Kako pa ocenjuje današnji sestanek kamniški župan Anton Tone Smolnikar? Kar dolgo časa smo se pogovarjali s predstavniki Agencije Republike Slovenije za vode, pravzaprav tudi z Ministrstvom za okolje in prostor, ki skrbi za to področje, da nam vendarle predstavijo projekt, kako reševati brežine, predvsem ob Hudourniški Kamniški Bistrici. Mislim, da so nam danes razjasnili mnoge aktualne stvari in seveda na nek način obrazložili, da predvsem pomanjkanje denarja pomeni tisto, da ti projekti še niso bili dokončani. Ne gre samo za izdelavo projektov, kjer je primanjkovalo denarja, gre predvsem za vzdrževalna dela, ki jih najbolj opazijo predvsem prebivalci, torej da se v strugah ne samo Kamniške Bistrice nič ne dogaja. Obljubljeno, seveda besede so tiste, ki lahko veliko govorijo, je bilo, da bodo vendarle namenili kar precej sredstev za področje naše občine, da pa seveda dolgoročno pomeni reševanje tistih anomalij iz preteklosti, tudi iz leta 1990, ki bi morale biti že zdavno sanirane. Neurje 2007 je ponovno preplašilo predvsem prebivalce ob Bistrici in konec koncev tudi ob Dnevnici, zato ta zaskrbljenost. Danes pa smo izvedeli, da vendarle ni tako črnogledo vse, ampak da bodo skušali pristopiti predvsem k sanaciji in da ta desni breg v območju krajevne skupnosti Perovo bo, zdaj odkupujejo zemljišča, pripravljajo meritve, da bo torej v najkrajšem času tudi na nek način rešeno. Tudi jaz pri Titanovi brvi, vprašal sem tudi, kaj s Titanovo brvjo, žal nisem dobil odgovora, mi jo bomo letos skušali sanirati, zagotovo pa ne bomo tisti, ali občina ne bo tista, ki bo lezla v Bistrico in sanirala tudi nosilne stebre. Kar pa zadeva današnje srečanje, jaz sem povabil predvsem moje sodelavce, da se seznanijo s temi projekti, torej bil na nek način to strokovni pogovor pripravljavcev in odgovornih za urejanje voda in moje občinske uprave. Povabil sem tudi predsednika za varstvo okolja, ki je na sestanku tudi izbruhnil z mislijo, da bo imenu krajevne skupnosti Perovo predal te podpise civilne iniciative krajevne skupnosti Perovo. Večkrat sem že poudaril, da civilna iniciativa ima vso pravico, da zbira podpise, žal niso prišli do mene, tudi sam bi podpisal to pobudo za čimprejšnje reševanje. No in mislim, da je to ena zgodba, ki govori, da ima civilna iniciativa, da imajo prebivalci posameznih krajevnih skupnosti vso pravico se tudi na ta način organizirati, da pa ti projekti, ki so nastajali leta in leta in tudi na naši sestanek ni bil na nek način spodbujen s temi podpisi krajevne skupnosti oziroma prebivalci tega območja. Kako pa ocenjuje sestanek občinski svetnik Danijel Kovačič, ki je izročil peticijo? Ja, današnji sestanek, z ene strani sem vesel, ker so me povabili kot predsednik odbora za okolja, z druge strani sem pa malo razočaran, ker niso javno sprejeli peticije, katere je podpisala krajevna skupnost, odnosno katere je podpisalo 317 krajanov Kamnika, predvsem pa tistih prizadetih krajanov Kamnika. Upam pa, da bo ministrstvo to zadevo zelo resno vzelo in da bo saniralo v najkrajšem možnem času, sicer bojo posledice lahko zelo škodljive. Hvala.